Molimo. O Bog, vir vsega dobrega, navdihuj naša dejanja in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bomo vsako delo s teboj začeli in s teboj končali. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu: Glej, predložil sem ti danes življenje in srečo, smrt in nesrečo. Kar ti danes zapovedujem je: ljubi Gospoda svojega Boga, hodi po njegovih potih, spolnjuj njegove zapovedi, zakone in naredbe. In živel boš in se množil, in Gospod tvoj Bog te bo blagoslavljal v deželi, ki greš vanjo, da jo prejmeš v last. Ako se pa tvoje srce odvrne in ne boš ubogal in se boš dal zapeljati, da bi molil druge bogove in jim služil, vam danes oznanjam, da boste gotovo preminuli. Ne boste dolgo živeli v deželi, kamor greš čez Jordan, da jo prejmeš v last. Danes kličem za pričo proti vam nebo in zemljo. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izvoli torej življenje, da bo živel ti in tvoj zarod. Ljubi Gospoda svojega Boga, poslušaj njegov glas in drži se njega. Kajti to je zate življenje in dolgotrajno bivanje v deželi, ki jo je Gospod s prisego obljubil dati tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu. To je Božja beseda. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave. Je kot drevo zasajeno ob potokih voda, ki daje ob svojem času svoj sad in njegovo listje ne ovine, karkoli dela, vsemu uspeva. Ne tako brezbožni, ne tako. Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. Gospod pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih in biti umorjen in tretji dan vstati. Vsem pa je govoril: če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. Kaj si namreč človek pomaga, če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi? Kristusov evangelij. Izvoli torej življenje. Tako vabi Bog po ustih Mojzesa izvoljeno ljudstvo, tik preden vstopijo v deželo, ki jim jo obljublja. Bog daje ljudem na izbiro življenje ali smrt, kot pravi, blagoslov ali prekletstvo. In vabi, da bi ljudje izbrali življenje. Nas pušča v vsej svobodi, nam daje izbiro, tako kot jo daje v evangeliju Jezus. Če hoče kdo hoditi za menoj, na nas je, da se odločimo, da bi radi šli za Gospodom. Na nas je, da potem izberemo tisto, kar nam on predlaga, da izberemo tisto pot, ki jo je tudi on izbral. Rešiti življenje ali ga izgubiti je tudi v evangeliju vprašanje. Jezus postavi to nasprotje, zato da bi poudaril, zakaj je on prišel. Ni prišel zato, da bi rešil svoje življenje, ampak da bi ga dal, da bi ga podaril, in k temu vabi tudi nas, da bi tudi mi naše življenje znali podarjati, ker ga bomo tako rešili, ker bomo tako prišli v večno življenje. Podarjamo pa ga takrat, kadar smo sposobni živeti v tej ljubezni, h kateri nas vabi tudi prvo berilo. Ljubi Gospoda svojega Boga. Jezus bi rekel, da je to največja zapoved, ki je enaka tudi ljubi svojega bližnjega. In post je gotovo tisti čas, ko nas vabi, da bi na poseben način živeli to največjo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, da bi res vzeli nase svoj križ, vzeli nase, se pravi sprejeli tisto, kar je v našem življenju težkega, da bi znali to sprejeti kot del življenja in da bi znali kljub temu svoje življenje podarjati, živeti tako, kot je živel Jezus, hoditi za njim. Zato, ker